Gledate gorenjska poročila na GIF TV. V Dovlici je potekala koordinacija županov in županje Zgornje Gorenjske. Na to koordinacijo so povabili Romana Lavtarja iz Ministrstva za javno upravo, ker jim je obrazložil, kako je Gorenjska glede razvitosti in nerazvitosti občin. Najbolj nerazvita občina je občina Jesenice. Pogovarjali pa so se tudi o reševalnem motorju, ki je nuja, da ga dobijo tudi vse ostale občine, ker zaradi gostote prometa vsekakor prej pride reševalni motor na kraj, kjer ga potrebujejo. Ja, zadovoljni ne moramo biti, ker od 7 občin, ki smo bili danes na sestanku, je samo občina Jesenice nerazvita, medtem ko ostalih 6 smo pa razviti in bomo tudi prejemali manjše število evrov, tako da smo malo razočarani. Ampak kaj pomeni to za projekte, občinske projekte? Zdaj zaenkrat tisti projekti, ki so bili že odobreni, se jih ne dotika. V nadaljevanju, kar se pa tiče tako infrastrukture kot tudi šolstva, zdravstva in pa otroškega varstva pa seveda bo drugače. No to ampak, kaj, 10%, kaj za občino to pomeni? Ja, jaz lahko samo to povem, da če gledam investicijo, ki je vredna, ne vem, ki nas čaka za infrastrukturo 8 milijonov, potem je to 800 000 evrov. To je ogromno denarja. Imate še take investicije v planu? Ja, trenutno zdaj, ker imamo res plan za par let naprej narejen, nimamo teh velikih investicij, ki bi še za to zniževala ta sredstva. Vse sem povedal. Ja. Lahko še to za tega le reševalce na motorju. Vi ste pripravljeni to financirati? Zdaj, mi smo pravzaprav na to predstavitev odreagirali pozitivno. Jasno, da je treba takoj pomagati, drugače, ker je sezona je že v teku, tako turistična kot tudi ostala. Tako da, ja, 4 občine smo ta projekt podprle. Seveda zdaj bomo še odkrili patent, kako ta sredstva iz proračuna zagotoviti. Kaj bolj novega nisem zvedel, ker je pač novica. Boljše volje sem zaradi tega, ker prvotno smo zvedeli, da smo razviti in da smo pač ta koeficient dvignili na 1,42, je bil prispevek države ničla. Zdaj so to popravili, da imamo okrog 60%, da je to boljš kot prej. Tako, to pomeni, da bomo še zmeraj dobili nekaj sredstev iz države za investicije, če si jih bomo pač lotili, ali pa če je pač tak razpis. Prej je bila pa to 0. To je bilo bolj večji udarec, kot je pa zdajle. Zvedeli smo, da je pač to na 2 leti, na 2 leti se pač to ugotavlja. Zelo verjetno vpliva, kot je bilo rečeno, so številke, ki pa pač res ne lažejo. Denar prihaja voh in s turizmom, denar prihaja mogoče, če se upošteva tudi z denarjem, ki je namenjen Triglavskemu narodnemu parku. Tako da po eni strani je človek lahko vesel, da smo razviti, po drugi pa po tem definiciji pa ne, ker pač dobimo manj sredstev. 10% je včasih lahko zelo veliko. To se bo vam poznali pri kakšnih projektih, ki imate na to načrtu? Zaenkrat mislim, da zdaj ne vem pa kakšni projekti, ker je ta financiranje je različen, določene, tudi to so nam danes povedali, da določeni razpisi niso podvrženi temu, imajo pač svoje pravila, nekatere pa. Mi zaenkrat mislim, da imamo to, ki je Ministrstvo za okolje, ker pa nismo podvrženi temu, tako da zaenkrat ne vemo pa, kaj bo naprej, kakšne bojo sploh investicije pri tej krizi, ki prihaja ali pa ki je, tako da zaenkrat je to. Župan Radovaški župan je omenil čistilno napravo, vrednost investicije je 8 milijonov, kako je pa z vašo bistriško čistilno napravo in tudi računate na sofinanciranje države? Mi smo v temu, računamo na ta sofinanciranje, smo v temu tudi udeleženi.
vendar bo ta sofinanciranje ali pa bom rekel ta razpis prvi del je samo znotraj čistilne naprave popravljena tehnologija. Za glavno popravilo, bom rekel, ali pa nadgradnjo čistilne naprave pa bo potrebno več denarja, tudi mi se pogovarjamo o milijonih, tako da zaenkrat gremo samo z 800 tisoč za popravilo tehnologije, kjer bomo popravili mogoče za 1000 ali pa 2000 enot, tako da rešimo tisto osnovno zadevo, da malo popravimo čiščenje, generalno pa bo potrebno veliko več denarja za to, da jo nadgradimo z bazeni. Kdaj boste začeli to nadgradnjo? V letošnjem letu se pripravlja vsa dokumentacija, zdaj moramo za to notranjo prvi del. Ta prvi del pripravljamo za gradbeno dovoljenje. Gradbeno dovoljenje ne bi prišlo na koncu leta, črpali bomo pa sredstva v 2027. To se pravi, ta turistična sezona, ki prihaja, ostane tako, kot je. Lahko še motorist, reševalec, v bistvu tudi za Bohinj je zelo pomemben, da to vključite. Ja, mi, ko smo pričeli z akcijo, da je potrebno v Bohinju nekaj spremeniti, kar se tiče prve pomoči ali pa bom rekel hitre pomoči, je bilo rečeno, da je pač podjetje BMW darovalo motor na Bled, kjer se bo pač uporabljal kot motorist reševalec. Jaz moram reči, da je to zelo pozitivno bilo sprejeto in tudi je. In jaz mislim, da če kadar pride, kot pride kamorkoli, kjeremkoli delu Gorenjske, bom rekel, ali pa Zgornje Gorenjske, se bo pač uporabljal, je v poletni sezoni zlata vreden, kajti le on lahko pride čim hitreje do ponesrečenja. Mi smo res da zdaj uspeli s tem, da nam bodo preko dneva dali rešilni avto, kjer bo verjetno te intervencije tega motorista manj. Vendar, če gledam v globalu, je to samo en velik plus, ker jaz mislim, da motorist reševalc je tisti, ki bo kot strokovna oseba ali pa mi smo zmeraj izhajali iz tega. Če se nekdo ponesreči, je važno, da strokovna oseba, ki zna človeku pomagati, ta prvo pri njemu. Vse potem odvoz in pa seveda sam tretma je seveda čim hitrejši mora biti, ampak velikokrat je tista prva oskrba tudi ključna, ja. Tako da jaz mislim, da je to to. 8 približano, ne? 8.000 evrov od tehta pomen tega motorista. Če razmišljamo, da imamo zdaj te 4 občine, pa da si to razdelimo, močno tehta to pomoč, ki bomo pač lahko dobili od njega. Ker vsi vemo, kakšna je cesta, vsi vemo, kakšne razmere so, ko se nekako promet ustavlja, je edini motorist tisti, ki lahko pride čim prej. Čeprav upam, da se tudi ta rešilni avto bo lahko uporabljal in se bo ravno tako poznalo, da bo, bom rekel, strokovna oseba prišla zdaj hitreje do in pa da bo tretma hitrejši, kot je bil pa do sedaj. Čak po ta novem rešilca v Bohinju sploh nimate? Po novem sistemu rešilnega tega zdravstvenega doma ni bil vključen v ta novo reševanje, dispečerski center, zato smo mi napisali protestno pismo in pač ukrepali in prišli na to. Ravno tako je to Bled, zdravstveni je to Bled dal na ministrstvo in kjer smo pač pokazali in dokazali, da je to absurd in je zdaj bo rešeno ta zadeva na ta način, kot je rešeno v Kranjski Gori preko dneva. Tako da verjamem, da bo tudi ta rešilni avto kdaj poklican tudi kam drugam. S tem se jaz ne delam nobenih utvar, če je nujno in če se vozilo potrebuje, to ne bo ključno verjetno ne samo tam ali pa pri nas. Vendar v večini primerov mora zdaj avto, če je pač na razpolago, prideti z Bleda v Bohinj in peljati nazaj. Pri tem novem sistemu je bilo tako, da mora zdravnik priti z Bleda v Bohinj pomagati ponesrečencu, kar je pa sploh mimo pameti.
To preden pride nekdo, ki strokovno obvlada to zadevo, do tega traja lahko uro. No, Te urgence v Bohinju. in od kdaj bo zdaj tako, da bosta reševalc in oziroma rešilno vozilo in zdravnik v Bohinju čez dan? Po tem novem sistemu naj bi bil rešilno vozilo in pa ekipa, to se pravi šofer in pa zdravnik pa bo šel če bo potreben z naše ordinacije, to se pravi z Bohinjskega zdravstvenega doma. Zdaj to ni določeno. Kdaj bo to, jaz zelo težko govorim o datumih. Velikokrat smo se pogovarjali s 1. majem, ampak če smo realni, pa da dobimo vozilo in da dobimo nove zaposlene, jaz bi rekel v mesecu maju verjetno ali pa proti koncu, če smo čisto pošteni. Tako da jaz mislim, da Poklic reševalec je zelo pomemben segment, posebno v času, ko je to najbolj nujno potrebno, kajti njegov dostopni čas je veliko krajši in veliko hitrejši od ostalih reševalnih ekip, ki pridejo ali z vozilom oziroma z reševalnim vozilom, tako da smo glede na konstelacijo Žirovnica in pa Kranjska Gora seveda nekako spogledujemo oziroma gledamo korak naprej in v poletnem času, ko se dušimo v pločevini, bi bilo smotrno tako ekipo upeljati tudi na področju Jesenic, Kranjske Gore in pa Žirovnice. Kaj pa morate narediti, v bistvu, ali so dobili doniran ta motor, ne, na Bledu, mislim, kakšen proces glede tega? Prvo bomo seveda od države zahtevali, da se to uredi sistemsko na področju Radovljice, Bleda, ki so prav gotovo glede na turistične obiske in pa pritiske v poletnih časih upravičeni do tovrstne storitve. Bomo preučili možnosti glede nakupa in pa umestitve ali v program NMP-ja na Jesenicah oziroma se odločili, kako bomo to uredili z županom in pa županjo sosednjih občin. Ne pa to, nerazviti ste, edini boste dobivali 10% investicijam. Glede nerazvitosti oziroma razvitosti občin smo opozarjali državo že kar nekaj let. Žal smo na ta račun, ko smo bili tretirani kot razvita občina, izgubili kar veliko sredstev, naj kar omenim Ruardova graščina, ker nam je vedno zmanjkala ena točka, potem tudi pri ostalih projektih, ki so bistvenega pomena za Jesenice v smislu infrastrukturne posodobitve, tako da žal na podlagi vseh podatkov, pridobljenih podatkov, preučitve so Jesenice nerazvita občina, se tretira kot manj razvita občina in s tem v prihodnjih letih od države pri projektih dobimo 10% več sofinanciranja, kar me seveda zelo veseli, da bomo lahko naše projekte, ki jih pripravljamo tudi za novo obdobje, za nov mandat, lahko realizirali. Čeprav ni fajna, ne, biti župan nerazvite občine. Seveda to ne godi, bom rekel tako, ampak glede na vso konstelacijo pač moramo gledati naprej, mesto razvijati v skladu s cilji, smernicami in pač ne vidim nobene težave oziroma eno težavo manj pri pridobivanju teh potrebnih državnih sredstev. Kot veste, sedaj so Jesenice eno veliko gradbišče in ta val investicij lahko pričakujemo tudi v prihodnje. In čemu predpisujete to nerazvitost na Jesenicah? Glede na podatke, ki so nam bili predstavljeni danes, na račun izobrazbene strukture prebivalstva, ki je pod vsem povprečjem in zelo nizka. Kako pa sledi zdaj skozi Jesenice promet? Glede na vse investicije, ki se izvajajo in glede na največjo investicijo, priključek na Hrušici, so razmere kaotične. Na to smo opozarjali, na to smo se pripravljali, ampak očitno premalo, da bi se izognili vsem tem zamaškom, vse ti pločevini, ki se seveda vije skozi Jesenice. Bil je tudi zelo udaren turistični vikend in teden, ki je seveda botroval velikim zastojem in pa nevšečnostim, ki so se pojavljali na tem delu cestišča. Razmere so zelo grozne, tako da danes smo tudi
dopisali dopis na Ministrstvo za infrastrukturo in prosili, da se ta obvoz skozi plato Karavanke res sprosti in uredi bolj, bom rekel, transparentno, bolj se označi, da bodo lahko obiskovalci pač uporabljali ta izvoz in s tem razbremenili naše Jeseniče, naše občane, občanke in pa preprečili vse zastoje, ki se sedaj dogajajo. Kako ste izračunali, no, to? To je bilo zadnje vprašanje, mislim, ker je nenavadno vaše računanje. Res pa nenavadno. Z novim letom so začeli veljati novi kazalniki razvitosti občin, ki merijo 5 ali 6 različnih atributov, na katere imajo občine vpliv. Mi smo že leta 2021 začeli razmišljati o tem, da jih je treba posodobiti, ker so pretekli kazalniki temeljili na nekih številkah, na katere občine niso imeli nobenega vpliva. Tako da smo naročili tudi eno študijo, primerjali kazalnike razvitosti za občine, za OECD, pa še nekatere druge države. In to, kar imamo zdaj v zakonu, je pravzaprav zelo primerljivo tudi z drugimi državami. Danes smo županom pojasnili, kaj vse ti količniki merijo in kako se medsebojno zaračunavajo, da na koncu dobiš neko številko. Kazalniki merijo relativno razvitost občine. To ne pomeni, da so občine razvite ali manj razvite, ampak kako se razvrstijo po neki lestvici. Številka 1 pomeni neko sredino, potem pod 1 je nekaj manj, nad 1 pa nekaj več in izračuni kažejo, da so vendarle razlike. Nekatere občine so lahko tudi 1,9-krat bolj razvite od drugih. Po čem so razlike? Kakšni so tisti kriteriji? Razlike so v stopnji izobraženosti, razlike so v komunalni opremljenosti, razlike so v BDP-ju na zaposlenega in še nekaj teh je. In tukaj se pač kaže, da so preprosto določene razlike. Za Gorenjsko, vsaj za teh 7 občin, kjer so bili danes župani izbrani, smo izračunali, da Jesenice izstopajo navzdol in Jesenice bodo v prihodnje po teh novih kazalnikih dobivale za 10% višje dotacije oziroma višje sofinanciranje strani državnih organov, kadar bo šlo za sofinanciranje občinskih investicij. Preostale občine, Gorenjska je razvita, mimo tega ne moremo, pa izkazujejo, da bodo prejemale nekaj nižji odstotek. Nižji odstotek kot do sedaj? Kot do sedaj, ja. Gre za 10 odstotnih točk, torej za en razred manj, pri čemer je še to, da so razredi zdaj med sabo širši in da ne bo hipoma prihajalo do sprememb. Sprav, da je bil zadovoljen samo jeseniški župan v bistvu s tem vašim danes ali kako? Torej, če je občina razvita, župan ne more biti nesrečen. Jaz si drugače to ne znam predstavljati. Res pa je, da to pomeni, da bo v primeru, ko bi se država odločila skozi neko sektorsko politiko sofinancira določene investicije, v občinske investicije, da bo upoštevala ta kriterij. Mislim, da je pošteno, da se sredstva, kadar so omejena, in tu ne gre za pravico občin, ampak za obveznost države, da na nek način razdeli ta sredstva, da se razdelijo tako, da se čim bolj razdelijo na večje število občin. A bojo imeli tudi prednost pri kandidiranju? Ne samo po sebi prednost ne, ampak ko bodo kandidirale in če bodo izpolnjevale druge pogoje, ki jih sektorska ministrstva določijo, se jim bo odmeril odstotek sofinanciranja po teh kazalnikih. Zdaj izstopata Bled pa Bohinj, v bistvu precej infrastrukturnih težav. Pa v resnici mi zdi, da je Radovljica še slabše, ker je na 129. mestu, kar zadeva razvitosti komunalne infrastrukture, kar je malo nad povprečjem. Medtem ko naprimer Jesenice in Bled izstopajo po stopnji poselitve. Gostota naselitve je zelo visoka, ampak imamo hkrati na Jesenicah izjemno nizko stopno izobraženosti in nizko stopno zaposljivosti. Pa Kranjska Gora? Zdaj pa čisto vseh podatkov v glavi nimam, pa Kranjska Gora v ničemer ne izstopa, razen da je lepo razvita. Županja je danes sicer omenila, da imajo težave zaradi staranja prebivalstva, ampak to ni neka novica, to imajo praktično danes že vse občine. Prav, gre za eno mešanico kriterijev. Ja, gre za 7 različnih atributov, vse to je dostopno na spletni strani, vsak
župan za svojo občino natančno lahko pogleda, kje, po katerem kriteriju je. In podatki preprosto ne lažejo. Ne? Če so tam, mi jih zajemamo iz javnih baz, to ni nekaj, kar se zbira z anketami, tisto, kar zbiramo po javnih bazah, SURS, različna ministrstva, to je potem upoštevano v izračunu. Torej, da bi ste išli kaj spreminjati na željo občin? Ne, veste kaj, to je šele sprejeto in mi bomo spremljali učinke predpisa, nobenega razpisa zaenkrat še ne beležimo, kjer bi lahko merili ali pa primerjali učinke preteklih kazalnikov in teh, ki so zdaj ponovno. Bomo pa to, kot rečeno, spremljali in bomo pa videli, če se pokaže, da je res kaj strašansko narobe, bomo popravili, ampak zaenkrat ne vidimo tega. Šli smo tudi izračunavati recimo številke za nazaj, po novih kazalnikih, kako bi se nazaj obnašali, pa ni bilo veliko razlik, tako da številke po moje kar stojijo. Mogoče z glave veste, Blitbohin sta med prvimi 5, ki so pa ostale tule? To pa ne moram zdaj reči. Najbolj stokata Blitbohin. Morate pogledati, res nisem bil pripravljen. Se je vprašanje malo sporno, se je zdelo tudi županom, da sta recimo, sta Bled pa Bohan tam negor, v redu imajo turizem, ono tretje, vse živo, ampak da je hkrati med njimi tudi, ne vem, neka mala občina, tam Komen pa tako naprej. Eden od pomembnih elementov za izračun je, koliko je občina sposobna nabrati sredstev poleg primerne porabe, ki so, recimo temu, solidarnost. In občine, ki imajo veliko, recimo, nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, veliko turistične takse in drugih prihodkov, tem se to pozna. To daje pač seveda znak, da ima občina finančno kapaciteto in da je bolj razvita. A se to pozna tudi pri umole tistih, a že imajo neke občine, dobivajo neko povprečnino, nima pa veze s tem? Ne, to nima, tam se izračunava po drugih kriterijih, tam gre za velikost občine, za število prebivalcev. Tle za sofinanciranje, državno sofinanciranje. Kadar bi šlo za, ne vem, za sofinanciranje vrtcev in osnovnih šol, kar ministrstvo izvaja, tam bi šlo za to, ja.